Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Danes je znova z nami profesorica Katja Zajc-Kejžar, tokrat se bo osredotočila na mednarodne trgovinske sporazume. Dober dan. Lep pozdrav. V zadnjem obdobju smo bili priča sklenitvi kar nekaj trgovinskih sporazumov. Bi rekli, da so predvsem posledica protekcionistične politike ZDA, ali je bila tole neka dodatna spodbuda? Ja, zdaj liberalizacija v okviru prostotrgovinskih sporazumov je prevladujoča oblika liberalizacije in neke regionalizacije že vsaj zadnje 30 letja. Namreč zadnja uspešno zaključena runda multilateralnih pogovorov je bila daljnega leta 1995. Ta pogajanja so postajala vse bolj počasna, otežkočena, tako da se je bolj intenzivno odvijalo na tem regionalnem področju, torej sklepanjem prostotrgovinskih sporazumov. Predvsem intenzivno je bilo pred globalno finančno krizo 2008, potem so te procesi nekoliko umirili, ponovno vidimo bolj intenzivno sklepanje sporazumov v obdobju po pandemiji COVID in pa tudi v lanskem letu. Kot ste rekli, verjetno spodbuda tudi zelo nepredvidljiva, agresivna trgovinska politika Trumpove administracije in pa zapiranje ameriškega trga je k temu sigurno tudi pripomoglo. Namreč, če pogledamo povprečno efektivno carinsko stopnjo, ZDA v lanskem letu je okrog 17%, kar je izredno visoka za razvite države, najvišja po letu 1934. Torej, države so na nek način želeli razpršiti trgovino in poiskati nadomestne trge in ena od strategij je bilo tudi pospešitev pogajanj in sklepanja prostotrgovinskih sporazumov. Sporazum so lani sklenile tudi Združene države in Evropska unija. Kako ga ocenjujete? Ja, zdaj najprej trgovinski dogovor, ki jih sklepa Trumpova administracija, niso običajno prostotrgovinski sporazumi. Namreč po pravilih Svetovne trgovinske organizacije, da bi nek sporazum bil dovoljena izjema od nediskriminacije, ki je temeljno pravilo v okviru Svetovne trgovinske organizacije, morajo te sporazumi izpolnjevati določene pogoje iz 24. člena. Med drugim tudi, da morajo pokriti praktično celotno trgovino in liberalizirati, torej ukiniti carine v nekem razumnem obdobju, recimo ne več kot 10 letih. Zdaj te dogovori, tudi ta med ZDA in Evropsko unijo, bi težko rekli, da seveda izpolnjuje te pogoje, ni bilo sicer še uradno preverjeno strani Svetovne trgovinske organizacije, ampak Evropska unija se je zavezala k ukinitvi carin za uvoz industrijskih proizvodov, nekaterih kmetijskih, ampak to verjetno ne izpolnjuje tega pogoja. Na drugi strani pa seveda Amerika v bistvu pristala na 15% carinsko stopnjo, kar je precej višja carinska stopnja, kot je bila v letu 2024. Seveda, če pa torej ta sporazum ali dogovor ne izpolnjuje teh pogojev, pomeni, da ni dovoljena izjema od načela nediskriminacije in okolikor te koncesije, ki jih je EU podelila ZDA, ne bodo prenesene tudi na druge države, pomeni lahko kršitev pravil. Zato je tukaj verjetno nek dvojni pristop. EU tretira ta dogovor ZDA malo drugače od ostalih prostotrgovinskih sporazumov, ki sledijo temu. Zdaj ta sporazum, trgovinski dogovor, je tudi precej okviren, torej nima nekih jasnih zavez, zato težko rečemo, v kakšni meri bo implementiran, je tudi zelo kratek, na par straneh, nima načina reševanja sporov in ga ocenjujejo tudi kot malo asimetričen, kajti Evropska unija je precej odprla svoje meje, po drugi strani pa Amerika na nek način postavlja 15% carinsko stopnjo z določenimi znižanji za specifičnih carin za posamezne proizvode. Evropska unija se je tudi zavezala k nakupu ameriških energentov in investicijam. Zdaj, če bi ga primerjali z drugimi ameriškimi trgovinskimi dogovori v lanskem letu, je nekoliko manj ugoden od tistega z Združenim kraljestvom in Argentino in pa bolj ugoden recimo s sporazumom z Malezijo ali Kambodžo, nekako odraža to pogajalsko moč. Zdaj je pa res, da v tistem času je vseeno evropskim proizvajalcem in izvoznikom prinesel neko gotovost, v smislu izogib še bolj negativnim scenarijem, prinesel torej določeno stabilnost. In če bo implementiran, seveda njegova usoda ni čisto jasna tudi v luči odločitve Vrhovnega sodišča, ki je del carin razglasilo za torej neustaven nasprotju z ameriško zakonodajo, tako da bomo videli usodo tega sporazuma.
In če bo implementiran, pa pomeni, da odpira evropski trg, torej pričakujemo lahko večji konkurenčni pritisk strani ameriških podjetij, kar pa mogoče na dolgi rok to pomeni nek impuls tudi evropskim podjetjem k povečanju konkurenčnosti, kar bi pa tudi mogel biti evropski cilj. Tako da na nek način je prinesel to neko stabilnost, ni pa to pravi trgovinski dogovor verjetno, ki bi na nek način zagotavljal tudi ali pa krepil multilateralni okvir svetovne trgovine. Veliko pozornosti je bil deležen tudi trgovinski dogovor med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur, je pa bil deležen tudi veliko kritik. Kako ga ocenjujete vi? Ja, vsak sporazum, prostotrgovinski, na eni strani prinaša priložnosti in koristi za določene subjekte in na drugi strani določena tveganja škode za ostale. Zdaj, kar je pomembno, je, da prinese neto koristi in da naslovi izzive in ima neke mehanizme, varovalke, da seveda kompenzira škodo tistim, ki so jo najbolj utrpeli. Zdaj, z tega stališča seveda ta trgovinski sporazum je neka priložnost za evropska podjetja, kajti trg Latinske Amerike, teh 4 držav, Argentina, Brazilija, Urugvaj, Paragvaj, je precej zaprt, torej ima visoke carinske stopnje, kar pomeni, da na nek način odpira priložnost tudi za slovenske, za evropske proizvajalce, tudi v panogah, ki so za nas pomembne, avtomobilska, strojna, farmacevtska. Tudi usoda tega sporazuma zdaj trenutno ni čisto jasna, je bil podpisan v začetku letošnjega leta, Svet EU ga je potrdil kljub nasprotovanju določenih držav, vendar pa ga Evropski parlament še ni potrdil in ga je napotil v presojanje skladnosti z evropsko zakonodajo pred Evropsko sodišče, ker bo na nek način zakasnilo postopek ratifikacije in uveljavitve morebitne proste trgovine. Zdaj, kot rečeno, je relativno ambiciozno, tu dolgo je trajala, so ta pogajanja relativno ambiciozen, torej odpira trg in znižuje carine postopoma seveda za večino trgovine, več kot 90%, odpravlja tudi določene necarinske ovire, recimo omogoča bolj ugoden dostop do javnih naročil, storitev in mogoče kritičnih surovin, kar je tudi pomembno za evropske proizvajalce. Seveda so pa, kot rečeno, določena tveganja, ki so bila močno izpostavljena tudi v javnosti. Recimo, predvsem je to na kmetijskem področju, kajti te države imajo primerjalno prednost v teh dejavnostih in bi seveda ena od bojazni pripeljala lahko do zelo povečanega uvoza in pritiska na večje znižanje cen na evropskih trgih živil. Je pa kar nekaj varoval, ocenjujem, da ustreznih, saj po zagotovilih komisije so te koncesije za kmetijske proizvode omejene s kvotami, ki so postavljene tako, da naj ne bi pomenile večjega pretresa. Hkrati je predviden mehanizem nadzora, torej da se ves čas spremlja, kaj se bo zgodilo po uveljavitvi in možnost zaščitnih ukrepov, torej začasnega neizvajanja v primeru večje škode evropskim proizvajalcem, kmetom. Tako da to je ena stvar. Druga, seveda Evropa ima visoke standarde hrane, zato je pomemben predvsem nadzor, torej proizvodov, ki bodo uvoženi, da so pod ustreznim nadzorom in da so zagotovljeni vsi evropski standardi. Potencialno pa seveda lahko vpliva na preusmeritev potrošnje v manj kakovostne. To zdaj težko ocenimo. Je pa tukaj še ena seveda širši problem evropskih proizvajalcev, kajti vemo, predvsem tudi v kmetijstvu, da so zelo obremenjeni, torej z določenimi dajatvami, regulativami, administrativnimi bremeni in drugi proizvajalci iz drugih držav nimajo tovrstnih obremenitev, kar pomeni, ko odpraviš zaščito domačega trga, lahko pride do te povečane konkurence, v določeni meri lahko tudi nelojalne. Tako da tu je pa izziv nasploh, ne samo povezavi s tem sporazumom, kako se ga bo Evropska unija lotila, kajti to se pravi, ta padajoča konkurenčnost je ena od pomembnih trenutnih izzivov in k temu deloma pripomore tudi ta vidik, ki sem ga omenila. Torej, sporazum naj bi imel ustrezna varovala, vedno ostajajo tveganja, videli pa bomo torej, do kakšne zakasnitve bo prišlo. Kakšen pa bi bil po vašem mnenju najboljši način za dolgoročno urejanje trgovinskih odnosov s Kitajsko?
Sigurno temelj, osnova bi morala biti zavezanost multilateralnim pravilom. Zdaj, idealno bi imeli nek robusten, moderniziran multilateralni okvir. Problem je, ker je trenutno precej zastarel, zelo ranljiv, krhav in ne deluje dobro. Zato mislim, da je tukaj priložnost za EU in Kitajsko, ki imata lahko, predvsem glede na to, da se ZDA malo umika iz te voditeljske vloge, odločilno vlogo pri modernizaciji teh pravil. Torej, tukaj vidim pomemben element. Zdaj, osnova bi morala biti obstoječa pravila, torej načela nediskriminacije, recipročnosti. Pomembno pa je, da se da tudi poudarek uravnoteženosti in pa enakopravni obravnavi vseh strani. Torej, to so načela. Zdaj, to je seveda zelo težko doseči, kajti države imajo zelo različne ekonomske, politične, družbene sisteme in je to velik izziv. Zato mora Evropska unija iskati tudi zavezništva podobno mislečih držav. To je en vidik. Druga stvar se mi zdi zelo odločilno, da naslovita trenutne medsebojne izzive. Zdaj, strani evropske strani je to sigurno naraščajoč primanjkljaj v zunanji trgovini. To velja še mogoče posebej za Slovenijo, ki je med članicami evroobmočja ena od držav z največjim primanjkljajem, več kot 10% BDP, torej izredno hitro naraščanje uvoza in na nek način zelo počasna rast izvoza na kitajski trg. To je seveda kompleksen problem, izvira iz deloma padajoče relativne konkurenčnosti Evropske unije, deloma dostopnosti kitajskega trga, njihovih presežnih kapacitet. Skratka, to je ena stvar, ki je jo potrebno nasloviti, kajti mislim, da je v dolgoročnem interesu obeh, da je ta menjava uravnotežena. Drugi izziv pa je naraščajoč ali pa relativno visoka odvisnost Evropske unije od kritičnih surovin iz Kitajske. Tukaj EU izvaja strategijo de-riskinga, ki jo seveda mora še naprej izvajati, da doseže neko strateško avtonomijo, kajti prihajamo v obdobje geoekonomike, to pomeni, da države svoje ekonomske vzvode moči izkoriščajo za dosego geopolitičnih ciljev, torej Evropska unija mora biti pripravljena, je pa tako EU in Kitajska sta eno za drugo odločilni trgovinski partnerici in mislim, da je v interesu obeh neka uravnotežena in prosta trgovina pod enakovrednimi pogoji. Pomembno je tudi, da ko urejuje odnose s Kitajsko, sledi svojim interesom, torej kljub temu, da prihajajo razni pritiski z različnih strani. Najlepša hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Spremljajte nas še naprej.